parlamentu sedi 90 poslancev in poslank iz različnih strank. Poslanci iz strank, ki podpirajo premierko, so zavezniki in se skupaj imenujejo koalicija. Tisti poslanci, ki so do premierke kritični, pa skupaj tvorijo opozicijo. Poslanci iz koalicije se strinjajo, kaj je najpomembneje, kakšni bodo njihovi cilji, kako jih bodo dosegli in kako se bodo člani vlade obnašali. Vse to napišejo v poseben dokument, ki ga podpišejo predsednice in predsedniki strank koalicije, zato temu dokumentu rečemo koalicijska pogodba. Nova koalicijska pogodba ima 30 strani in je razdeljena na 7 poglavij. Predsednica in predsedniki strank Pozitivne Slovenije, Desusa, SD-ja in Državljanske liste so jo podpisali pred kamerami in objavili na spletu. V njej piše, da bodo zagotavljali javne šole in poskrbeli, da bodo različni učenci imeli v šolah enake možnosti. Ekonomske razmere bodo umirili tako, da bodo več gradili in pomagali bankam, ki so v krizi. Če drugi ukrepi ne bodo delovali, bodo dvignili davek na dodano vrednost in znižali plače v javnem sektorju. To so področja, za katera v državi menimo, da so koristna za vse ljudi in za njih skrbi država. V koalicijski pogodbi pa piše tudi, da bo premierka Alenka Bratušek čez 1 leto vprašala poslance, ali ji še zaupajo. A tudi, če politiki ne bodo ravnali tako, kot so se sinoči s podpisom zavezali, da bodo, jih sodišče za to ne bo kaznovalo.